Arhitektki Nina Herič in Maja Jugovec sta dobili nalogo načrtovati nov dom v manjši vasici. Vedeli sta, da bo nova hiša zamenjala staro domačijo s kozolcem. Prav ta predhodnica ju je navdihnila pri snovanju nove hiše, ki zdaj zelo lepo vstopa v dialog s sosednjimi stavbami, ima pa zelo veliko tudi sama povedati. Tole je lepotica, ki navdušuje in zapeljuje od znotraj in od zunaj. Predvsem pa v sebi skriva leseno srce. Nina, pozdravljeni. Zanima me, kaj je tukajle na tem posestvu prej stalo, da je dalo navdih za to zdaj prelepo leseno hišo? Tukaj je včasih stala stara kmečka hiša s kozolcem in ravno to nam je dalo navdih za oblikovanje te hiše. Namreč nahajamo se v zelo vaškem zaselku, kjer sta dve kmetiji in želeli smo umestiti nekaj, kar bi bilo čim bolj nevsiljivo in bi lepo dopolnjevalo obstoječe vaško tkivo. In najbolj primerno se nam je zdelo umestiti nekako objekt, ki spominja na gospodarski objekt, tradicionalni gospodarski objekt, ki je bil spodaj zidan, kjer je bil običajno hlev, zgoraj pa je bil lesen. Značilnost je tudi podaljšan napušč, kamor so včasih spravili voz pred nenadnim dežjem, ko so imeli gor seno. Tako da, kot vidite, je tudi naša arhitektura taka, spodaj je zidan podstavek, v katerem se nahaja servisni del, zgoraj v tem lesenem delu pa je bivalno, s tem, da tukaj pod podaljšanim napuščem se nahaja zunanja terasa. Kot pri vsaki novogradnji ali prenovi mora načrtovalec prisluhniti naročniku, ko ta pove seznam svojih želja. Naročnika sta si želela, kot si želi večina, objekt, v katerem se bosta dobro počutila. Imela sta dva pogoja, kar se tiče programske zasnove, in sicer gospod je imel svojega, da se nekam umesti kmečka soba. Pogoj gospe pa je bil bazen. Kar se tiče pa samega oblikovanja, pa sta želela nekaj, kar ni klasično moderno, kar danes vidimo povsod. Nekaj posebnega sta želela, tako da nekako nam je to uspelo, vsaj onadva tako menita. Nina, opišite nam, prosim, programsko zasnovo, arhitekturo te hiše. Hiša je v dveh etažah v stiku s terenom. V spodnji etaži, betonski, napol vkopani, se nahaja velika garaža z kotlovnico. V tej pritlični etaži pa je bivalni prostor. Ta ima neposredno povezavo z teraso in pa z bazenom. Potem v osrednjem delu se nahaja vhod, ki je iz zgornjega platoja, kjer je parkirišče manjše za goste. Tukaj je to jedro osrednje, ki povezuje vse tri etaže med seboj. Iz tega jedra se pa vstopa levo v ta bivalni prostor, desno pa v spalnico glavno z kopalnico. Zdaj nad tem osrednjim bivalnim prostorom pa je še galerija, na kateri je soba za vnuke. Značilna prvina podeželske arhitekture na tem območju je lesen gank, ki kot zunanji hodnik povezuje vse pritlične prostore. Osrednji bivalni prostor je le s steklenimi vrati ločen od pokrite terase z letno kuhinjo in udobno mizo. Torej, osnovni gradnik te hiše je les. Je to bilo že od začetka jasno? Ja, to je bilo naše izhodišče. Kako ga bomo pa uporabili, to pa so prepustili nam. Glede na to, da teren pada in da je objekt moral biti deloma okopan, je spodnji podstavek betonski, zgoraj pa je vse v lesu. Za kakšen tip lesene gradnje pa gre? Gre za skeletno gradnjo, zato ker se je ta gradnja kot taka izkazala za najbolj primerno glede na našo konstrukcijsko zasnovo. Kako bi pa opisali izkušnjo z leseno gradnjo? Kaj se vam zdijo prednosti tovrstne gradnje? Vedno je prva stvar, ki jo povem strankam, ko me vprašajo, to, da je gradnja hitrejša in pa da je debelina stene, končna debelina stene je manjša. Lesena stena ob enaki debelini ima bistveno boljšo izolativnost kot zidana stena. Tako da dobimo pri isti bruto površini večjo neto površino. In pa sama hitrost gradnje, tudi to, recimo sama konstrukcija take hiše, to je velikokrat postavljeno že v 2 tednih. Pri tej konstrukciji gre za enega izmed značilnih tipov lesene konstrukcijske zasnove ostrešja. Pri tej hiši smo zasnovali to konstrukcijo v 12 enakih rastrih.
Je zelo jasna, se pravi stebri na eni in na drugi strani, čez nosilci in potem ta strešna konstrukcija, ki jo vidimo lahko tako na terasi, kot tudi v osrednjem prostoru. Rahlo drugače pa je zasnovan v prostoru, kjer je galerija, v otroški sobici. Tam smo jo tudi pobarvali na belo barvo, obrnjena je v drugo smer, ker je tudi cela otroška sobica bolj v belih tonih, kar so si želeli vnučki. Ena zanimivost pri konstrukciji je tudi ta, da je v celoti, kjer je vidno uporabljen macesen. To pa zato, ker smo želeli, da se les stara enako. Namreč na zunanjosti je fasada iz macesna, sibirskega macesna. Prav tako potem smo se odločili za macesen tudi za stebre in pa za tele nosilce, strešno konstrukcijo, vse, kar je vidno. Kajti macesen se, okolikor je uporabljen kvalitetni macesen, se lepo posivi, dobiva lepo patino in želja je bila, da se les stara enako. Kako ste si pa zamislili barvno paleto, barvno shemo in materiale v hiši? Ravno zaradi te vidne konstrukcije smo želeli osnovo nevpadljivo z posameznimi poudarki barvni, recimo tale otok v bivalnem prostoru je rdeč. Ja, nekako modra barva je najljubša barva gospe, tako da modro barvo smo nekam morali vključiti. Tako da že omara v spalnici je modra oziroma je v spektru modre, prav tako tudi kopalnice. V tem bivalnem prostoru pa smo vseeno šli na to rdečo, ki se mi zdi, da je lepo nekako s to modro, je nek kontrast. Potem pomembno je omeniti tole tapeto v vhodnem prostoru, ki je zelena. V osrednjem prostoru pogled najprej pritegne viseči kamin. Tudi ta kamin recimo je bila ena izmed želja in zato se mi zdi nekako najbolj ustrezno, da je ta prostor odprt do slemena. Je pa bil večji izziv najti tak kamin, ki bo za tako hišo ustrezen. Namreč gre za pasivno hišo, ki mora imeti pač kamin za zaprtim kuriščem, z dovodom zraka od zunaj. Ima pa ta kamin tudi še eno zanimivo funkcijo, namreč da se ga obračati, tako da se ga lahko obrne tako k mizi, kot tudi k kavču v knjivni sobi. Bazen so umestili med hišo in cesto, kar je morda presenetljivo, a je to vendarle premišljena rešitev. Parcela je orientirana tako, da na jugu teče cesta, na severu pa se teren spušča navzdol. Tako da zdaj kam umestiti bazen je tukaj precejšnji izziv, ker če ga umestimo na sever, potem ni neposrednega stika bivalnega prostora in terase z bazenom, kar so lastniki želeli. Pa tudi bazen bi bil v senci, česar nismo želeli, tako da se nam je potem, ne glede na to, da tukaj teče cesta, zdelo najbolj primerno umestiti bazen na jug. Smo pa zato zasadili zeleno bariero, ki je poleti zelo košata in ne moti, dejansko preprečuje poglede do bazena s ceste. To je bila tudi želja gospe, da uporabimo rastline, ki se starajo z letnimi časi, ki so listopadne. Tako kot sama hiša, ki je nezaščitena, ki je iz lesa, ki bo s časoma spreminjal svojo podobo, tako je gospa želela, da tudi rastline, da spreminjajo svojo podobo tekom letnih časov.